Lepo pozdravljeni. V središče je prišel poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj. Pozdravljen in dobrodošel. Lep pozdrav. Predlagam, da se tikava, glede na to, da sva sodelavca. Zdaj, ko snemava, si v nizkem štartu za sejo Komisije za nadzor javnih financ glede nakupa oklepnikov. Če povsem poenostavim, vlada načrtuje nakup Patrij, medtem ko je bil že nekaj let predviden nakup Boxerjev. Ta odločitev je problematična z več vidikov. Če bi kupili Boxerje, bi te že imeli med drugim. Zdaj pa vprašanje, kaj in kdaj bomo to dobili, če sploh. NSi tudi trdi, da bomo za več denarja dobili manj. Lahko pojasniš te trditve? Ja, če bom skušal biti zelo nazoren, če bi obveljala pogodba, ki jo je podpisal naš predsednik, se pravi in takratni obrambni minister Matej Tonin, bi za 45 Boxerjev, se pravi 8 kolesnikov z oborožitvijo plačali poprečno 5,2 milijona na vozilo in danes bi že imeli 33 takih vozil, konec naslednjega leta pa 45 in bi lahko začeli tako z organizacijo bataljonske bojne skupine. Ta vlada je seveda iz sicer nerazumljivih ali pa neracionalnih razlogov to ukinila. Kaj imamo zdaj? 4 milijone smo plačali, je vlada plačala OCCAR-ju, mednarodni organizaciji, ker je odstopila od te pogodbe, ki je bila transparentna. In zdaj so podpisali pismo o nameri za Patrije, že samo ime, opozarja na možnost korupcije. Potrebovali bi take Patrije, kupujemo iz 106, bomo pa 6,6 milijonov dali za eno vozilo Patrija brez oborožitve. To so naši podatki in sicer to naj bi se dokončalo, ta nakup naj se dokončal do konca desetletja. Dejstvo pa je, da je oborožitvena industrija ne sledi potrebam v svetu in zanimivo, danska premierka je, mislim, da te dni rekla svojemu obrambnemu ministru, kupi, če ne najboljše, pa drugo najboljše, se pravi, mi pa nismo kupili odličnih 8 kolesnikov z dobro zaščito, zdaj pa se pogovarjamo o tem, da bomo nekoč kupili 8 kolesnike brez oborožitve. Zdaj problematično je tudi to, ker ne vemo, na kakšni osnovi se je vlada odločila pravzaprav za nakup teh Patrij. Na drugi strani pa tudi opozarjajo oziroma se pojavljajo v javnosti različne številke, češ da je vlada z nakupom Boxerjev predvidela dražje vozilo. Spomnim se ene hecne primerjave, ko si primerjal pravzaprav Fičota in Mercedesa, ne? Logično je, da če bomo kupili bolje opremljeno vozilo, da bomo zanj več plačali, pa tudi če bo mogoče zaradi kakovosti višjega cenovnega razreda že v osnovi. Ja, revizija prejšnje pogodbe, že podpisane pogodbe je pokazala, da bi lahko za nižjo zaščito, se pravi, če rečem, za tanjši oklep plačali manj, kar je logično. Mi smo trdili, da naši vojaki, ki pač skrbijo za varnost, potrebujejo najboljše, kar je na trgu in dejansko bi za to dali 280 milijonov plus DDV, zdaj pa ta vlada obljublja za 700 milijonov bi kupili 106 oklepnikov, vendar nimamo še nobenih konkretnih zagotovil. Tudi sam nakup je netransparenten, zdaj je vlada sprejela to v načrtu se pravi, imajo pa rezerviranih 665 milijonov, se pravi, že tukaj je razkorak, 35 milijonov manjka, zdaj so januarja rekli, to bo 700 milijonov, zdaj vidimo, da je zadeva brez tega oborožitvenega segmenta, ki stane za vozilo vsaj še 1,5 milijona. Torej, govoriti, prejšnji nakup je bil transparenten. Kupovali smo pred mednarodno organizacijo, ki skrbi za to. Zdaj je bilo obljubljeno, da bo to vlada vladi, se pravi, da vlada naredi sporazum, memorandum, ni taka zaveza. V bistvu bomo zelo netransparentno, kot zdaj kaže, kupili 106
oklepnikov, za katere nimamo ekipe. Kaj pa so tiste varovalke, da je lahko nakup čim bolj transparenten? Tudi sam si prej omenil, da v besedi patria v Sloveniji že kar je podton, to je korupcija. Ne? Tudi sicer orožarske posle ponavadi spremljajo neke sumi tega, da bi se lahko nekdo okoriščal. Kaj pripomore k temu, da je nek orožarski posel transparenten? Zaradi izkušenj iz preteklosti, če samo omenim Patrio, so se odločili, že leta 2017 se je začel postopek nakupa bokserjev in dejansko se je pregledalo 6-8 kolesnikov in se je odločilo za tega pač bokserja. Zdaj, ko so se odločili za Patrio, nimamo nobenih dokumentov, ki bi dokazovali, da je ta vlada naredila raziskavo trga, kakšna so bila recimo merila izbire tega. In premier je kakšno dobre pol leta nazaj rekel, Patrie bomo kupili. To je v bistvu že določen sum korupcije, da ne veš, kakšen je postopek izbire. Druga stvar, če bi vladi, je to najbolj transparentno, v bistvu pa imamo zdaj odprt postopek, ko enkrat zberemo Patrio, se pogovarjamo z njimi, koliko bo to stalo, kakšne bodo tehnične karakteristike, tukaj pa možnosti za korupcijo veliko. Če tudi si sploh ena koalicijska partnerica posebej prizadeva opozoriti, kako ni potrebno dodatno oboroževanje, zdaj sicer molčijo ob odločanju o Patrii. Cel svet pravzaprav teži k temu, da se povečuje oboroževanje, tudi fiskalno pravilo bi se lahko spremenilo na ta račun. Bil si tudi, nedavno si prišel iz Bruslja, iz parlamentarne skupščine NATO, kjer je bil tudi to eden od poudarkov. Kakšne so utemeljitve, ki spremljajo pozive k povečevanju obrambnih izdatkov? Ja, ravno včeraj sem res prišel iz 3-dnevnega obiska v Bruslu na sedežu NATO. Vsi najvišji predstavniki NATO so opozarjali na situacijo, ki je v svetu zelo zakomplicirana. Če samo opišem, Severna Koreja pošilja vojake v Rusijo, Rusija jih oborožuje z raketnimi sistemi. Iran dobavlja drone v Rusijo, Rusi jih finančno podpirajo, to pa gre naprej na Bližnji vzhod, da se zadeve zaostrujejo. Afrika zaradi višjih cen hrane seveda logično se povečuje migracije, ki destabilizirajo predvsem Evropo. Tako da poleg tega pa je bilo jasno povedano, da brez Kitajske Rusija ne bi mogla več nadaljevati z vojno. Se pravi, situacija je zelo zakomplicirana, poleg tega imamo novo ameriško administracijo, ki bi od Evrope pričakovala več in hitreje. Oni delajo, mi se pa pogovarjamo, tako da smo zdaj prišli do situacije, ko smo namesto za mizo na mizi in zdaj je naša varnost resno ogrožena, zato ni bilo enega samega glasu od držav članic, da je resno potrebno več vlagati v oborožitev. Zdaj vemo, da smo mi na repu, mi smo že zadnji in veliko držav, ki se tega zavedajo, recimo Balti, Skandinavci, Poljaki imajo celo 4,7% že za oborožitev, ker vejo, kaj pomeni nevarnost, ki jim grozi v Rusiji. Mi pa mislim, da zdaj počasi prihajamo do tega, vendar se bojim kot poslanec, da ta vlada ni sposobna speljati tudi tega prepotrebnega nakupa oborožitve, ker tovornjaki ne moramo streljati. Treba je nekaj, kar ima konico in lahko udarja. Tukaj gre pa za obrambo. In že stari Rimljani so rekli, da ko živiš v miru, se moraš pripravljati na vojno. Žal. Ja, kako pa je realen scenarij, ki se tudi omenja, se pravi vzpostavitev obrambnih zmogljivosti evropskih držav oziroma Evropske unije? Govorimo tukaj o obrambnih strategijah ali o vojski? Ker mislim, da v nekih kontekstih se celo vojsko omenja.
Ja, to je res, vendar zdaj je tukaj treba gledati, jaz imam tako mišljenje. Če smo članica nekega kluba, kar NATO vsekakor je potem potrebno pravila tega kluba izpolnjevati. Zdaj, to je bil dolga leta, nismo izpolnjevali zavez. Mnoge članice, se pravi 2% za investicije, zdaj jih je že 23, ki to izpolnjujejo. Vsekakor je bolje, vsaj za manjše države, da ostanemo pri klubu, ki nas po 5. členu zaščiti, če pride do nečesa. Ne? In dejstvo pa je, da Američani so povedali, vaša soseščina je v vojni in vi boste morali storiti več. Američani bodo več poudarka dali regiji Indo-Pacifik, vsekakor pa so bila zagotovila dana tudi na teh sestankih, da ostajajo seveda tudi v Evropi in kot vidimo, se zelo intenzivno ukvarjajo tudi s konfliktom Ukrajina-Rusija. Kaj pa sam koncept evropske vojske? Jaz mislim, da v tej fazi ni realen, ker to je bilo rečeno po nekaterih načrtih ali pa ocenah, bi morali v 10 letih plačevati tudi do 10% bruto domačega proizvoda, da bi uspeli zagotoviti nivo varnosti, ki bi nas recimo reševal pred morebitnim napadom Rusije. Janez, najlepša hvala za ta pogovor, hvala, da si bil naš gost. Hvala tudi vsem poslušalcem, gledalcem, se vidimo kmalu.